Na katerih področjih ste v tem mandatu najbolj dejavni? Ja, v bistvu že, ko sem prišel v Državni zbor, sem imel željo sodelovati v 3 odborih. To je bil odbor za izobraževanje, kjer sem se skozi član in pa član odbora za kmetijstvo. Nekako, na žalost, zaradi bivših županov ne pridem v odbor za infrastrukturo, ampak tukaj ne vidim problema, tako da ja, izobraževanje in kmetijstvo sta tista 2 odbora, kjer lahko rečem, da čeprav ne prihajam iz teh 2 strok, da glede na to, koliko časa sem v teh 2 odborih, da sem prvič dobro videl, kje so problemi v teh, in da tedaj, ko imamo možnost, torej predvsem takrat, ko smo v vladnih strankah, te zadeve rešujemo. Tako da jaz moram reči, da predvsem minister Podgoršek, pa tudi z bivšo ministrico gospo Pivčevo ni bilo nobenega problema, smo bili lahko tedensko v kontaktu, če je bilo treba, smo si prek SMS-a poslali kakšno sporočilo ali pa se na 4 oči dobilo, ni bilo nobenega problema. Tudi ministrica Simona Kustec pa je dokaj operativna, odgovarja na elektronsko pošto, tako da, kot rečeno, vse tista vprašanja, ki so se vsaj pri meni osebno nabrala tekom ne samo prvega dela tega mandata, pa tudi iz preteklih mandatov, se rešujejo. Tako da mislim, da je zelo dobro, če ima poslanec, ne glede na to, ali prihaja iz koalicije ali pa opozicije, en tak korekten in pa konkreten predlog in ga potem ministri lažje slišijo. Potem so pa odvisno. Recimo, jaz moram reči, da če ste morda spremljali, 5 let sem se boril skupaj predvsem z direktorico zdravstvenega doma Sevnica, da bi v Sevnico dobili tako imenovani satelitski urgentni center. Moram reči, minister Gantar v 3 mesecih po 2 pogovorih je rekel: Tomaž, ni problema, v Sevnici boste dobili satelitski urgentni center. Je pa res, da ga ne boste dobili samo vi, ampak še določene druge občine. Sem rekel, mene za ostale ne zanima, sem vesel, da je tudi možnost, da drugi dobijo, ampak mene primarno zanima Sevnica. In je rekel, ni problema, najprej gremo to sprejeti na deklarativni ravni, izvajajo pa se že aktivnosti, da se tudi dejansko čim bolj približamo temu, kar piše v pravilniku glede uspešnega delovanja satelitskih urgentnih centrov.